Midva pogovarjava. Midva se pač pogovarjava, ne rabite... Ni to tako, da bi v kamero... Ne je to televizija. Opa, evo se pravi, to snema, mikrofon tudi je. Jaz bi samo povedal, da jaz gnes ne bom fest na kamere, ker sem stojalo za kamero doma pozaba, da bo v bistvu samo tota kamera, ki bo na gospoda Vodeba nareta, pa bom te nekako probal to skupaj zmontirati, kako da je šlo. Ne bo tak sicer, kot bi moglo biti, ampak bo pa vrede. Evo, torej, naslov podcasta bo Kako delujejo človeški možgani, ne? Bolj človekova duševnost. Človekova duševnost, človekove možgane. Pa bomo malo probala različne vede opisati, se malo pogovarjati o tem, pa te malo sproti temu razvijati, ne? Ja. Imamo nekaj okvirna vprašanja, isto kot zadnjič. Težko daš kakšne specifične vprašanja, ker je itak pogovor, ne, in je tudi bolj sproščujoče. Torej bi jaz prvo vprašanje okvirno postava, kako delujejo človeški možgani in kako to razumejo različne vede, kot so psihologija, psihoanaliza in psihiatrija. Ja, zdaj takoj naj rečem, da jaz izredno nerad uporabljam termin možgani. Možgan je sicer pač nek organ v telesu, tako kot srce, jetra, pljuča, pa tako naprej, ampak možgani, mi sploh ne vemo, kako delujejo. Mi se moramo ukvarjati z računalniškim programom, ki poteka v glavi oziroma v možganih, torej se preučuje duševnost. In ko jaz preučujem te strokovnjake, koliko kaj vejo o človekovi duševnosti, v trenutku, ko rečejo naši možgani pa to, jaz vem, da v resnici nič ne vedo o duševnosti, ker se šlepajo za koncept možganov, o možganih pa toliko vemo kot kvantni astrofiziki o vesolju na drugi strani. Se pravi nič. Mi o možganih vemo toliko, kot ve dojenček o kvantni fiziki. Nič ne vemo o možganih. Sam tam, da je nek corpus callosum, da je hipokampus, mali možgani, veliki možgani, in te nevrologi ogromno denarja zagonijo za proučevanje možganov. V resnici bi morali filozofi oziroma kognitivni znanstveniki, kognitivna filozofija, bi se morala ukvarjati z miselnimi sistemi, kako se misel strukturira, in se mi zdi, da bi računalničarji več vedeli o konceptu možganov pa softverja, se pravi mislenja, kot kakšni nevrologi ali pa psihiatri, ki se v zadnjih letih v bistvu začenjajo pod pretvezo, da so to nevrološke raziskave, se v resnici šlepajo na psihoanalizo oziroma na kognitivno znanost, ki proučuje, kako se v človeku strukturira misel. Zdaj, to se slučajno dogaja v možganih, slučajno se nevroni so tam, sinapse, transmitri, vse to je v ozadju, fiziologija pač poteka v možganih, ampak vsak, ki ima razsodno moč, ki poskuša o človekovi duševnosti nekaj vedeti, se ukvarja s proučevanjem duševnosti, torej ne duše. Duša je verovanski koncept rimskokatoliške cerkve ali pa raznih religij. Duševnost, duševni aparati pa nekaj, kar proučuje v resnici. Začela je psihologija, ampak psihologija se je ujela v lastno zanko neke modrosti oziroma modrosti takratnega nekega 150-200 let nazaj, kako William Wundt, se mi zdi, da je pionir sodobne psihologije. 1870 imel ti svoj psihološki laboratorij, ampak on je proučeval človekovo zavest. In potem je pa prišla psihoanaliza, se pokvarjala z analizo duševnosti. To je začel v bistvu Freud, oče psihoanalize, na prelomu prejšnjega stoletja, tam 1890 pa naprej, še naslednjih potem 40 let, umrl je 1939 leta,
In Freud je ugotovil, da zavest sploh ni pomembna, da pomembno je nezavedno. Se pravi, tisto, česar se mi ne zavedamo, in to je skrito zavesti, in je naredil nek radikalni obrat iz fokusa na zavest, je fokus prestavil v nezavedno, in od Freuda naprej pač ta psihologija ne more nič povedati o človeku, dokler se ne poveže s psihoanalizo, ko tisto ego psihologijo zamenja id psihologija, to je globinska psihologija, to je pa v resnici pa potem pa psihoanaliza. Se pravi, po psihoanalitični, ali pa bom rekel, po moji percepciji, so in psihiatri in psihologi, ki eni bluzijo po zavesti, to so psihologi, psihiatri se pa ukvarjajo z možgani. Oboji so v konceptualni zablodi. Epicenter proučevanja človekove duševnosti je nezavedno. Tam je pa eno vesolje in s tem vesoljem se pa ukvarja psihoanaliza. Ok, zdaj so v bistvu dosti povedala, ne? 2 vprašanja naenkrat. Omenjala sva, da je Freud postavil stvari na glavo. Ja. Zdaj, kako točno je on zastavil razumevanje človekove duševnosti drugače kot neka klasična psihologija? Ja, ja. Kako je on to obrnil? To je ta epistemološki prelom, ne samo res v neko znanost, v psihologijo, ali pa prav prelomno je Freud rekel, banalno rečeno, zavest vršite stran, fokus proučevanja človekove duševnosti je nezavedno. In na tej točki je potem ranil ta človeški narcizem, ljudje so mislili, da o sebi nekaj vedo, z pozicije zavesti, da nekaj vedo o sebi. Freud je pa rekel, človek o sebi absolutno nič ne ve, ker ga obvladuje nezavedno. Potem je rekel, še to, da svobodne volje človek nima, to je prizadel en fejst hud narcistični udarec človeštvu, ne. Kastriral je Boga, Freud je bil ateist, je rekel, da Bog ne obstaja, in sem tudi utemeljil, zakaj človek verjame v obstoj Boga, bil je pa žid sam po sebi, ne, bi lahko bil verujoč, pa je bil ateist. Povedal je, da je epicenter človekove duševnosti seksualnost, za nameček je pa dodal, da je še otrok seksualen, kar sploh niso sprejeli, se pravi, demoliral je zavest, demoliral je to neko božjost človeka, seksualiziral je človeka, oziroma ne samo človeka, že otroka. Tukaj je naredil malo napake, ker je namesto, da bi se osredotočil na načelo ugodja, v smislu človek počne v življenju tisto, kar je prijetno, epicenter prijetnosti v odraslosti je res, da je seksualnost. Ampak potem je pa operiral s konceptom seksualnosti, tudi ko je operiral z otrokom, se pravi njegovo duševnost, je upeljal te faze, 3 faze psihoseksualnega razvoja, oralno fazo, analno in falično fazo, upeljal Oedipov kompleks in zadevo je predstavil skozi optiko seksualnosti, lahko bi se pa zadrževal na konceptu načela ugodja, ki je tudi Freudov koncept. In rekel, lahko bi rekel, da človeka obvladuje načelo ugodja, in ko bi začel govoriti o otroku, bi rekel, da se otrok bi rekel vzburi, ko se doji, ne? Največ ugodja doživlja, ko je dojen, ko vzre mamica, dobra dojka, pa tako naprej. Potem ugodje doživlja, ko izloča prvo darilo mamici v kahljico drekec, to je ta analna faza. Potem je pa falična faza, on je govoril o draženju genitalne sluznice, lahko bi govoril o doživljanju ugodja, ko otrok raziskuje genitalije, ko se dotika lastnih genitalij, in bi lahko govoril o načelu ugodja. On je pa vpeljal seksualnost, ta Oedipov kompleks, in v svojih prvih teh ekspozejih, ko je govoril recimo o Oedipovem kompleksu, on ni toliko govoril o tem, da otrok misli svojo mamico, deček recimo, deklica misli svojega očeta, oba dva razmišljata o anatomiji genitalij in morata misliti anatomijo genitalij, ustvariti morata miselni odtis, se pravi, deček na svoj način, deklica na svoj način, oba percipirata lastno anatomijo genitalij, jo primerjata z genitalijo
z genitalijami nasprotnega spola, predvsem starševske genitalije so pomembne, istospolni pa različno spolni starši. Freud je pa v prvih teh svojih diskurzih govoril o draženju genitalne sluznice. In je tukaj malo zapeljal to stroko, ki se je potem začela organizirati okrog te nove vednosti, novih spoznanj, Freudovih spoznanj o psihoanalizi, o tej teoriji seksualnosti. Prvi spisi 1905. se mi zdi napisal o otroški seksualnosti, 3 teorije o otroški seksualnosti, in tam je preveč seksualiziral terminsko, se pravi v diskursiju govoril o seksualnosti, in potem so se vsi ustrašili, da bodo razgaljeni. Tukaj je bila cerkev, Freud je bil persona non grata, nihče se ni smel niti s Freudom niti družiti, v kuloarjih se ga je diskreditiralo, akademski zbor, pred katerim je govoril na kakšen kongresu, ga je žvižgal. Ne, v resnici je pa malo nespretno podajal svojo misel, zastavil pač pravilno. Tako da je rekel, da je zavest nepomembna, epicenter človekove duševnosti je nezavedno, nezavedno je seksualno, primarno, in potem na eni točki so pa potem za Freudom še rekli, recimo Lacan, da je resnično realno, torej realno je njegov termin Lacanov, je nezavedno. In to nezavedno je pa simbolno strukturirano, kar je Freud zastavil v svoji prvi knjigi, ki jo je izdal konec na prelomu stoletja 1899, novembra je ta knjiga išla, Traumdeutung, in tam je pa recimo nakazal, da je bistvo človekove duševnosti v tej simbolni organizaciji duševnosti. On je rekel, da so sanje simbolne, čeprav se je tudi zareklo se mu je, bi rekel, ker je rekel, da so sanje kraljevska pot do nezavednega, v resnici so pa sanje, zdaj pač vemo, in zdaj sem to rekel, da so sanje kraljevska pot do simbolnega. Bistvo človekove duševnosti je to, da se v tem realnem, v nezavednem, v primarnem procesu človekova duševnost odvija po diktatu simbolne logike. Se pravi, mi moramo to budnost prebrati tako kot sanje. Od Freuda naprej vemo, da so sanje simbolno zakodirane, tudi otrok že ima simbolno zakodirane sanje. Freud je sicer govoril, da otrok še nima popačenih sanj, se pravi, sanj, ki bile simbolno zakodirane. Jaz sem pa sanje svojih lastnih otrok proučeval in tudi zdaj, ko proučujem te otroke, nazadnje sem jaz delal tudi v vrtcu, kar ljudje ne vejo, in otroci so meni sanje izpovedovali in njihove sanje so bile tudi simbolne. Ampak bistvo te logike simbolnosti je pač to, in to je radikalna novost psihoanalize. Po moji zdajšnji percepciji je Freud epohalen predvsem zato, ker je rekel, in to je tisto, kar boli, da moramo človekovo duševnost prebrati tako kot sanje, torej da ima tudi budnost, vsakdanje življenje, da ima simbolno logiko. In potem, ko jaz to probam recimo v laični javnosti tako na simpatičen način kaj povedati, ne, če vpeljem kakšne rdeče štikle, recimo, ki jih kaka političarka nosi, potem pa se iz mene norce delajo, ne. Rdeči štikli so simbol želje po penisu. Rdeče štikle nosijo heteroseksualne ženske, lezbike tega ne nosijo, nosijo tudi feminilni geji, če se napravi v trans žensko, recimo, ne, se pravi, da so feminilni geji, ki si želijo moški spolni organ, se napravljajo recimo trans osebo, trans žensko v rdeče štikle. Recimo v športu, ko jaz razlagam, da gol ni gol, da je gol nadomestek za ženske genitalije, da ga je treba noter dati, ne, da je simbolna disonanca, če ženska daje gol, ali pa recimo najdaljše stoječek, sem se sem zdajle vozil, ne, poslušam skoke, novice, Nika Prevc, Ema Klins, tam na Japonskem skačejo in imajo najdaljše stoječe skoke. To je simbolna disonanca, kar pomeni, da se ne ujema psihološko oziroma psihično nezavedno simbolno, se to ne ujema z diktatom genitalije. Zato, ker so v športu določene stvari falične, ne, se pravi, moški se v športu
pač govorimo o športu, ker izhajam iz športnih logov, da ima šport falično simbolno strukturo, to pomeni, da se v športu banalno rečeno športniki kurčijo, ne? Pa to ni retorična fraza, na simbolno nezavedni ravni to poteka in da ženska v športu je dejansko nek tujek, če se zgleduje po moških v objemu zavidanja penisa, kot je rekel Freud. Vse to so neke legitimne teoretski traktati, s katerimi je začel operirati Freud in vsi potem novofreudovci, pač psihoanaliza zdaj, ker postaja prepovedana. To je moteče, ker ta vednost je v družbi moteča, ker po drugi strani še zaznamuje politiko, konzervativnost, ne, levičarji ali pa ta feminizem LGBT so alergični na Freuda, na psihoanalizo. Mislim, meni se pa zdi prav, da se iz nekega spoštovanja do vednosti, do neke domnevne resnice, pa seveda od Kanta naprej, da resnica je tako rekoč neulovljiva, ampak če nihče drug ne govori v tem psihoanalitičnem diskurzu, se mi zdi na tem slovenskem področju, pa vendarle mora biti in jaz furam to Freudovo psihoanalizo, za katero dam roko v ogenj, da drži, sam resnica je tako provokativna pa seksualna, da je včasih boljš biti tiho, če ne dobiš kako policijo na dom, tako kot sem jaz dobil, ko sem operiral recimo s temi rdečimi štikli, pa tako naprej. Ja, nazadnje, ko se snemala midva tisti pogovor, sem jaz tudi dobil par kritike na Freudovo psihologijo oziroma psihoanalizo, ampak samo poudarjam, da probamo čim več nekega znanja, ki obstaja, zbrati na eno mesto, pa se s tem potem ukvarjati, pa naj si ljudje potem sami zamislijo, kaj se jim zdi smiselno, pa kaj ne. Problem je, da hoče neka politika, nek režim diktirati vednost, da se recimo moja psihoanaliza ne sme širiti. Ko sem jaz interveniral s psihoanalitičnim znanjem v politološki diskurs, oziroma ko sem šel v Državni zbor pa razlagal, da recimo bom zdaj šel najprej tako po ovinkih do bistva. Jaz sem rekel, da otrok, deček, mora biti deležen očetove vzgojne klofute in očetovo vzgojno klofuto se ne sme zakonsko prepovedati, ker je dolžnost očetov, da svoje sinove v red spravijo. Jaz sem v Državnem zboru 2009 to povedal. Utemeljil, da je etiologija, se pravi razvoj moralne razsodnosti, da ima nek protokol in po tem protokolu mora očka kaznovati svojega sina, če si želi njegovo ženo, svojo mamico, preveč intenzivno, na incestuozno prepovedan način. Ko se otrok, deček odreče želji njegovega otroštva, to je pa mamici, ko se mamice odreče, ker mamica je od očeta, se vzpostavi tabu incesta, se naredi fundament za močno moralno razsojanje, ki se uveljavi po puberteti. Okrog 20. leta na sceno stopi močen nadjaz, ki pa je nastal pri 3-4 letih v pravilno razrešenem Oedipovem kompleksu, kjer je oče spoštovana avtoriteta, ne pa kastriran. In feminizem kot ideologija, ki domuje na levi, kastrira moške očete, ki ne morejo dostojno očetovati svojim sinovom in ti sinovi ne razvijajo moralne razsodnosti. In potem zasmetijo po družbi na en perverzen, da ne rečem psihopatski način in to uničuje družbo. Zato je družina sveta stvar in se jo ne sme rušiti s paradigmo A pa B starša ali pa z dvema istospolnima staršama, umetno oplajanje žensk, da bo ena lezbika hotela imeti otroka in se bo dala umetno oploditi, češ da je to njena pravica, ne ve se pa, in zdaj bi pa filozofsko mogli utemeljiti, da je pravica otroka, da razvije moralno razsodnost pred pravico neke lezbične samske ženske do otroka. Ker ta otrok ima pravico do očeta, ker le skozi očeta on lahko razvije oedipalno sceno, doživi kastracijsko bojazen strani očeta in vzpostavi fundament za poznejše moralno razsojanje. To je samo, ta zgodba je zapisana v psihoanalizi, je fundament psihoanalize, Oedipov kompleks je fundament, stebrni kamen psihoanalize. In kaj se zdaj dogaja? Psihoanaliza postaja osovražena,
nekje po svetu sem zasledil, da se Freuda ne sme predavati, da je psihoanaliza jo označuje za zastarela, psihoanalitični diskurs je izžvižgan. Ena naša filozofinja je šla predavati na Dunaj, se pravi Freudovo mesto, ki je največ časa preživel in ustvarjal, in so rekli, da ne sme Freuda omenjati. Bila je to Alenka Zupančič, ona je rekla, pa ne, brez Freuda jaz ne bom predavala, Freud je stebrni kamen filozofije, psihologije, psihoanalize in moral bi biti tudi psihiatrije stebrni kamen. Sam na področju psihiatrije je bil tam istega leta sta bila rojena 1856. Emil Krepelin, nek pionir, on je pa brskal po možganih. Psihoanaliza je pa med drugim v ožjem smislu tudi talking cure, ne samo koncept razumevanja človekove duševnosti, ampak prav zdravljenje z besedo. Stebrni kamen psihoterapevtike je tudi psihoanaliza v tem propedevtičnem smislu in zdaj bi se tega Freuda rado diskreditiralo. Iz tega vidika, ker je to prepovedana vednost in če se psihoanaliza prime, ni nobenega liberalizma več, ker se ustoliči konzervativnost, ki pa gravitira na desno. Na desni v Sloveniji pač imamo pa desnico, ki je kontaminirana z domobranstvom, pa proti partizanstvom, proti Titu, proti Jugoslaviji, proti vsem, kar je levega. Ampak psihoanaliza, jaz recimo sem levičar, tako politično gledano, ampak zaradi psihoanalize pa absolutno jaz ne morem pristati na nobene te anarholiberalne nebuloze, ker te, rekel, kolesariat, če sem zdaj politični ali pa politološki, to so neki anarhisti, ki ne spoštujejo svojega očeta in med lušem pa prav zberejo luš, ne pa prav. Če bi pa doživeli močnega ojdipskega očeta, bi med lušem pa prav zbrali prav. In to je zapisano v psihoanalizi, iz katere je išlo še marsikaj, tudi marsikaj iz razvojne psihologije. Lorenz Kohlberg je testiral moralno razsodnost žensk in moških in rekel, statistične razlike obstajajo med moralnim razsojanjem žensk in moških. Freud je pa to utemeljil skozi Ojdipov kompleks in rekel, da ženske ne morejo moralno razsojati tako kot recimo vsaj 20% moških, ki pravilno razrešijo Ojdipov kompleks, z močnim očetom pa nežno mamo. Te moralno razsodni moški morajo biti nosilci napredka v družbi, ker imajo razsodno moč in oni vlečejo prave poteze v družbi. In te za lase privlečene kvote, ko mora biti, ne vem, toliko pa toliko žensk v politiki, ženska, ki pride v politiko, je deformirana v smislu moralnega razsojanja in še tista ženska, ki se sili v politiko ali pa v top nek management, ki ima veliko denarja, to zgubi vso feminilnost v sebi, ker se vzpostavi zavidanje penisa in potem tekmuje z moškimi, seksualnost ima deformirano, slabo vpliva na razvoj otrok. To je vse ideološki kontekst, ki se nalepi na psihoanalizo, glede na to, da sem jaz tudi politološki nek kritični mislec, pa tudi magister sociologije, kulture sem in jedro mojega razmišljanja pač psihoanaliza in potem jaz pa to v javnem nekem diskurzu vse povem, tako kot mora biti povedano in pa ko se sprejme Vodebov zakon, medijski zakon, jaz sem tisti, ki se mene preganja s policijo, ker kritično mislim, ali pa oddaja, torej inštanca Akosa, prepove oddajo, v kateri sem jaz povedal take stvari psihoanalitično legitimne in to se ne more v neki demokratični državi delati. Se pravi, mi dobivamo totalitarno zakonodajo s tem medijskim zakonom. In psihoanaliza je tista, ki vse to razgalja in če se psihoanaliza infiltrira v družbo kot mainstream miselni koncept, potem se leva scena sesuje. Pa zdaj jaz govorim kot levičar, ampak sem pa konzervativen zaradi psihoanalize, ki dela razlike med spoloma. Razlike med spoloma, tudi v družbenem smislu, pa diktira anatomijo genitali, ki zacementira feminilnost v normalni ženski, pa faličnost v normalnem moškem. Če je pa ženska falična, se zgodi zavidanje penisa, ki popolnoma izmaliči razvoj duševnosti, fantinje, ki postane moškinja, namesto da bi bila deklica in postala ženska. In v tem diskurzu potem se pa tem režim spravlja na celo psihoanalizo,
da se levo konotirani politiki skozi politično prizadevanje marsikje po svetu lotevajo Freuda psihoanalize na podoben način, kot se je recimo Hitler loteval psihoanalize, ki so zažigali nacisti Freudove knjige. Mislim, do te točke prišli. In ko sem jaz napisal knjigo Prvi spol, opozicija Simone de Beauvoir, ki je napisala Drugi spol, to je bila militantna lezbika, ki je hotela sesuti Freuda, 10 let po Freudovi smrti, leta 1948 je napisala Drugi spol. Ko sem jaz Prvi spol napisal, češ da so ženske s Prvi spol, so meni na knjižnem sejmu te anarcho-liberali z enim Domnom Savičem na čelu, pa Niko Kovač, 8. marec, to je ta zgodba teh mladih anarcho-liberalov, da jaz ne smem promovirati knjige in moja knjiga Prvi spol ne morem promovirati nikjer, nobeni knjižnici, ker to je vse levo. Tam govorim pa o psihoanalitičnih traktatih, teoretskih, ki pa zaznamujejo družbo in psihoanaliza je izredno neljuba veda, ki ni uspel prodor niti v psihiatrijo, niti v psihologijo. Še največ psihoanalize je v bistvu v psihoterapevtiki. Ker eden od teh zakonov, zdaj sem rekel medijski zakon, je protivodebovski zakon, ampak ko se je psihoterapevtski zakon pripravljal, so rekli, da je to pa spet vodebovski zakon, zato ker jaz terapiram, danes po telem podcastu imam 2 terapije v Ljubljani, da pač terapiram brez licence. Ker to, kar se pa zdaj gre na področju psihoterapeutike, ko tam nekega Junga so ga popolnoma izmoličili, ko še neka astrologija, pa arhetipe, pa kolektivno nezavedno turijo v psihoanalizo, kar sploh ni domena psihoanalize. Te Jungovci s tem Ipalom pa Regovcem na čelu, ko se infiltrira celo izobraževanje inštitucije, recimo Univerzo Sigmunda Freuda, ko je Freud na psihologiji, oddelku za psihologijo, tako rekoč prepovedan, ne? Ampak potihem pa se vsi vedo, da se cela patologija, psihoterapevtsko zdaj govorim, napaja iz otroštva in ravno o tem je govoril Freud. Ne? Iz otroštva, po načelu, da je otrok oče odraslega človeka. Ne? Da se otroštvo vsakemu vrača v odraslost. Ego psihologi imajo pa tisto razvojno otroško psihologijo in po diktatom tele aktualna je Ljubica Marjanović-Umek, ta o otrokovi duševnosti nič ne ve. Je pa vodilna razvojna psihologinja. Ko jaz njo poslušam, rekel, pa ta nima pojmo, kaj je bistvo otrokove duševnosti. To, da se otrok oživi simbolno v odraslosti. Tam razvojni psihologi v egopsiholoških kontekstih se pa koncentrirajo na neke razvojne faze, kaj se otroku dogaja, kaj počne, namesto da bi proučevali, kako se otrokova misel vrne v simbolno spreobrnjeni obliki v odraslosti in kako se cela patologija napaja z primarne družine. To sodobni psihoterapeuti, razen psihoanalitikov, ki so pa še predpotopno se ukvarjajo s psihoterapijo po Freudovi metodi, ki je pa dejansko kot psihoterapija pa že zastarela, ampak saj približno vejo, da je treba patologijo iskati v primarni družini v otroštvu. Razvojni psihologi tega ne vedo na tak način. Psihoanaliza pa v bistvu proučuje otroka in kako se ta otrok reflektira v odraslosti. In zdaj ta radikalen pristop v tej psihoterapeutiki pa samo še jaz gojim. In če bi jaz imel licenco, bi meni opravili možgane in nič od tega, kar lahko naredim v psihoterapevtskem smislu, ne bi mogel, ker mi na izobraževalnih inštitucijah opravili možgane. In ta psihoterapevtski zakon v bistvu daje licenciranim psihoterapeutom neke možnosti, da bodo nekaj delali, pa še paradoks je ta, da daje psihoterapevtski zakon, tak je zdaj pred tem, da se sprejme, psihiatrom ključno vlogo. Psihiatri so se pa s tableti lotili psihičnega patosa namesto s talking curam, z besedo. Se pravi, psihiatri so nasledniki Emila Krepelina, ki je dejansko šaril po možganih, po živcih delal biopsijo možganov. Freud je pa s talking curam, s pogovarjanjem želel predrugačiti osnovno pokvarjeno misel iz otroštva, z uvidom in potem se psiha v odraslosti spremeni. Psihiatri imajo pa v ozadju še farmacevtske lobije, te bi pa požrto kemijo s tableti, ki se jim reče ponesrečeno zdravila, želeli
spremeniti psiho s kemikalijami. To je popolnoma narobe konceptualni zdrs, ki se bo zakonsko zdaj ustoličil in ta psihiatrija bo še naprej imela monopol pri psihološki patologiji, kar je narobe. Psihoterapeuti bi morali imeti monopol, psihiatrijo bilo pa treba kot koncept ukiniti, kar so nekatere države, recimo Italije, že pred leti naredile. Pri nas so pa medicinci, zdravniki, imajo katedro za psihiatrijo, oni so bogovi v belem, absolutno ne štekajo, kako človekova duševnost deluje. Oni želijo s kemijo intervenirati v možgane in spreminjati živčne sinapse in delajo tako škodo, da glava peče, ker te tablete imajo stranske učinke. Pa se pa zgodi kak samomor, ko grejo kar predčasno pri 20 letih že v penzijo otroci, ker so bili na travi in doživeli psihozo, jih kar pošljajo v invalidsko penzijo. To delajo psihiatri. Psihoterapija bi pa to pozdravila z besedo. Pa mimo drog, ne? Ker te anarholiberali bi pa travo kar legalizirali. Ne vejo pa, da ta trava povzroči psihozo pri nekaterih. To so te prepovedane stvari, ki se ne smejo v javnem diskurzu povedati, ker levica ne psti in to levica z veliko pisano. To so tisti, ki se zauzemajo za legalizacijo trave. Ne vejo pa, koliko je otrok psihotično epizodo doživi in pa grejo na tablete in so zombije celo življenje. Zdaj, glede trave sem jaz zadnjič gledal na YouTube en video, bom ga dal tudi v opis notre, da so delali, dejansko so se na raziskave spustili glede trave in so ugotovili, da je trava zdaj čez leta ratala zelo, zelo močna in da to več ni navadna trava, ki bi kar tako lahko kadile, zato ker je ful vpliva na razvoj posameznikov, ne? Ker, tako kot ste rekli, povzroča psihoze in so ljudje potem mentalni invalidi, no? Čist delovno nesposobni in so potem samo, ne rekel, slabo v državi, ampak sami sebe nima kaj zdelati, ker invalidsko poškoduje. grejo v penzijo pri 20-25 letih na račun te epizode, ki so jo pri 15-20 letih konzumirali travo, kadili, kukije pa tako naprej, pa še tako je treba reči, da določenim trava ne škoduje na tak način. Trava je lahko zdravilna, marihuana je lahko zdravilna za rakova obolenja, ker več ugodja nosi v psiho, ne? Ker raka dobijo tisti, ki trpijo v življenju. Če pa ti skozi zadet, pa bolj malo trpiš in pa se rak lahko umakne, ker je več ugodja zaradi zadetosti. Se v to smer ne znajo razmišljati. Ja, ampak če ti nimaš raka, pač ne rabiš kaditi. Seveda. Jaz sem včasih rekel, žoga je tvoja droga. Uživi v športu ali pa umetnosti, čemarkoli uživi v nekih hobijih, ne se pa s kemijo umamljati, ker lušno je biti pijan. Ne, pijanci so pijanci zato, ker so tako žalostni in tisto depresijo, ki imajo z otroštva ven, sanirajo z alkoholom, z omamo in postanejo kroniki. Treba način življenja spremeniti. Ugodje moramo doživljati skozi neko sublimirano seksualnost, ali pa tudi seksualnostjo se da zadovoljiti, da je prijetno življenje, ne pa, mislim, te pijanci ne vidi nage babe 5 let in 5 let je kronik. Namesto da denar stran mečeš za alkohol, 5 tam na prostitutke pa jih kup, pa boš presrečen. Mislim, zdaj to banalno rečeno, ker tudi zagovarjam prostitucijo kot neka legalna stvar, ki pomaga mnogim moškim, pa tudi ženskam, do nekega ugodja, pa da se seksualno terapirajo s temi prodajalkami ljubezni. Te prodajalke ljubezni v bistvu včasih uporabljajo koristno funkcijo. Zdaj, opcija je tudi, da tudi meni tam pa tam kaka pride in jaz rečem, če bom jaz vas terapiral, ne boste več prodajalka ljubezni, ker vam bom feler iz primarne družine popravil. Suma sumarum bi rekel, da nekateri gensko dispozicionirani za psihozo, ne, ali pa nimajo močne osebnosti, bodi si zaradi genske strukture, mogoče tudi zaradi težkega otroštva, ne smejo jeti na omamo, ne smejo jeti na travo. Kljub temu, da krasno spi, ampak potem začne halucinirati in pa gre na psihiatrijo, antipsihotike do konca svojih dni jejo in grejo invalidsko v penzijo in imajo 500 evrov in životarijo. To je sistemski absurd, kar si psihiatrija dovoli s temi mladimi narkomani, ki so zgolj travo preveč kadili.
Ja, zdaj, če se že toliko govorilo o tudi drogah, bi jaz mogoče se tudi dotaknil nevrologije pa nevroznanosti. Kakšen je vaš pogled na delo priznanih nevrologov, kot sta Pirtošek pa Majdič, pa kako psihoanaliza vidi nevrologijo pa nevroznanost na splošno? Jaz si ta dva, ne, kljub temu, da sta Gregor Majdič je rektor Ljubljanske univerze. Take nebuloze, kot on govori na področju nevrologije, kot tam ene krtice, to so neke preriske miške, krtice, kot tam, kako so krtice zveste eni drugi partnersko in on to povezuje z oksitocinom v živčnih sinapsah v možganih. Jaz si rečem, pa ta človek absolutno nič ne šteka. In potem te krtice preslikavajo na zvestost ljudi v odraslosti v partnerskih odnosih. Jaz pa potem kličem na pomoč tam enega Jan Krojcer, ki skupaj s svojo Tjašo, ne vem, iz Litije Cvetkovič se je pisala, Krojcer je pa zraven na Koroškem. Jaz sem šel naravne na Koroškem spraševati, kak je imel ta odnos z mamico, da s konsenzom posojal svojo ženo, mata pa dojenčka, drugim moškim na seks, on pa hodi druge porivat. Mislim, ta človek ni imel očeta, šel gor preverjati, kje je oče, zapit je bil. Kje pa mama, umrla mu je, ki je bil dojenček. In tistega dojenčka, tega Jana Krojcerja, so si podajale tiste babe in zdaj hoče veliko žensk imeti okoli sebe in bi krmenil. Pa to je absolutno nenormalno razvita duševnost. In to ne more biti mainstream, ne more to, ne vem, televizije to propagirati. Zdaj pa, kdo bo, če jaz tega ne bom naredil? Kritično to povedal. Jaz moram to povedati, da pa Gregor Majdič, oksitocin je zdaj pomemben. Ja ne, primarna družina, odnos z mamo, odnos z očetom, razvoj Edipovega kompleksa, primarna družina je ključna za zvestost, za zaljubljanje, za ljubosumje, za Otelov sindrom, ne, to patološko ljubosumje. Primarna družina je ključna. Otrokov odnos z mamo, pa otrok odnos z očetom. Ne pa živčno-transmiterska struktura v možganih, ker so to na krticah proučevali. In to, če en rektor Ljubljanske univerze tega ne ve, kot nevrolog, doktor, ki se ukvarja z nevrologijo, tam na neki biofakulteti ali kaj že. Mislim, mene je groza, pa koliko milijonov evrov se daje potem v nevrološke raziskave, ki rekel, kot da bi proučevali vesolje, ki absolutno nič ne moramo vedeti o vesolju. Lahko nekaj gledamo tle Zemlje, in astrofiziki ala, ko je že Neil deGrasse Tyson, pa tam Mikoku, pa paraplegik Stephen Hawking, to so tako meglo rezali, kot te nevrologi, ki ne, v možganih so pa milijarde sinaps. Mi absolutno ne moramo te sinapse proučevati na način, da bi o možganih in človekove duševnosti sploh kaj vedeli. In ti nevrologi si vzamejo pravico, da razglašajo neke svoja videnja, sej potem, ki jim zmanjka, se šlepajo za psihoanalizo. Nevrologijo je treba ukiniti, razen ko je na delu, ne vem, pretrgani živci. Ne moramo mi o frontalnem režnju govoriti in pol tam kličemo Phineasa Cagea, ta je živel 1823, se je rodil 1860 je umrl in temu Phineasu Gageu, železniškemu delavcu, se je ena palca železna zapičila v glavo takole noter, pa šla ven in je tisto pa so jo odrezali in tisto palco nosil še 20 let v življenju. S palco v glavi, čez možgane. In pa so te ugotovili možganari, nevrologi, kako je to zaznamovalo njegovo duševnost. Ja, dej si ti takole gor palco, pa je nos cel življenje, ja, itak, da bo spremenil duševnost. Ta Phineas Gage je šel v cirkus, v cirkusu je spako se tam kazal in itak, da je spremenil duševnost. Oni pa mislijo, kako je ta palca poškodovala frontalni reženj in v tem frontalnem režnju pa prebivajo neki psihični fundamenti za določene psihične procese. Ne, za določene psihične procese je ključno določeno obdobje iz primarne družine, odnos z mamo, tip navezanosti na mamo, to je John Bowlby proučeval, pa Mary Ainsworth,
pa recimo 3 faze psihoseksualnega razvoja so ključne in miselni odtis, ki se je zgodil otroku v otroštvu. In šokantni dogodki iz otroštva se otroku vgravirajo v ta miselni odtis in zaradi tega miselnega odtisa doživetega v otroštvu se potem otroku v odraslosti dogaja psiha. In slučajno se ta psiha dogaja v možganih, se ne dogaja v srcu, da ne bi kdo mislil, da v srcu domujejo čustva. Ne, v srce je črpalka, ki poganja kri po telesu. Čustva se dogajajo v glavi in to po diktatu otroštva, po diktatu neke interakcije deteta z mamico. To je fundament vseh poznejših čustev. Dete, deček, deklica, pa mamica. Po te 3 faze in potem intervencija očeta v fundament psihe pri deklici, zato da deklica v oidipalni fazi, kastracijski fazi, ko misli anatomijo genitalij, zapusti mamico, ker mamica nima lulčka. Jaz tudi ne, midva imamo nič med nogam. Očka pa ima lulčka, ta je pa več reden. Ko bom velika, sem poročila z očetom. Mora deklica opraviti prehod z istospolne mame na različno spolnega očeta. Deček je pa pri 3 letih soočen z anatomijo genitalij in ko ozre dekličin mednožni nič, ga je groza, ker sebe prepozna kot kastratibilnega. Kdo je pa tisti, ki mi lahko lulčka odreže? Foter. In mora oče biti. Kdaj mi ga pa odrezal? Ja, takrat, ko si njegove žene želel. In si jo ne sme moje mamice želeti. In mora odreči željo. Po mamici si mora odreči iti na prehodni objekt, na tam nekega medvedka, neko punčko. In ko bom velik, bom dobil žensko kot naslednico matere. In če odnos z mamo gnil, patološki, bo ta deček svojo ženo jebal v glavo. In ko meni pride na psihoterapijo, ne vem, par, preverim oidipalno zgodbo, če je ženska imela patološko zamero do lastnega fotra, bo jebala svojega deca v glavo vsakih 5 minut, ko bo imela čas, zaradi jeze do lastnega fotra. In to jezo je treba sterapirati. Psihoanalitična percepcija to ve. Fantek, ki ima zamero do lastne mame, recimo serijski morilci imajo, serijski morilci vsi nastanejo do 6. leta in ubijajo ženske po 20. letu. Zaradi zamere do mame. In potem moški z zamero do mame, ki je bila mama vsa psihopatska, jebe svojo ženo, lepa pa dobra mamica, ali jo jebe samo zaradi mame. In pa moraš moškega sterapirati, da reči, dokdaj boste pa vi predelovali zamero do lastne mame na vaši ženi. Vi jo lahko udarite in jo tepete, zakaj že? Zato, ko vas je mama tepla, pa ste bili besni do mame. In ta psihoanalitična logika bi se morala infiltrirati v družinsko svetovalne te izobraževalne inštitucije. Ne pa, da pride tam pari, tam razni, zdaj bo pa treba 1-2-3 leta hoditi na psihoterapijo, družinsko oba boste prihajala, to vas bo pa stalo tako tedensko 100 evrov. Pa hota 2 leti, pa pogovarja se, pa bučke tam prodajo. Se nam rekel, da je škodljivo. V psihoanalizi je pa to drugače. Jaz preverim 2 zgodbe, možu reče, veste kaj, vi imate normalno zgodbo, ampak iz sočutja, pa zato, da v žena hodila, dajte še vidite, pa tam pridite, ali pa midva sva na vezi po mailu, vas inštruiram, gospa, vi morate hoditi. Vi imate patološko zamero do očeta in vi morate to sterapirati. Ne mož, vi jo morate sterapirati. Ne, za vsak prepir sta kriva 2. Eden je ponavadi kriv, drugi pa naknadno parira ali pa posledično postane popadljiv, ker je doživel šikaniranje strani partnerja, pa še on postane, rekel, neobvladljiv. Tako da ta psihoanalitična percepcija, če bi se vtkala v vse te izobraževalne inštitucije, bi bilo družinsko svetovanje čisto drugačno. Oziroma celi ti psihoterapevtski konteksti bi bili drugačni, sploh pa ne bi psihiatri smeli zdraviti patologijo, čisto vsako, s tableti. Malo depresije, antidepresiv. Pa mu pa še reče, boste zdravila dobili. Kakšna zdravila? Antidepresiji absolutno nič ne zdravijo. Antipsihotiki mogoče zdravijo in z te akutne faze, te norosti se ublaži ta faza, ni toliko halucinacij ali pa prividov in potem je treba intervenirati v psiho, v možgane
s talking curom, s pogovarjanjem, ne pa samo s tableti, ki imajo kupico stranskih učinkov. A ne, psihiatri tega noče slišati, oni hočejo biti bogovi v belem, te dajo bolniško, te dajo invalidsko v penzijo, v beli hali so. V resnici sploh ne bi psihiatrija smela biti na medicini, ker bolezni so bolezni telesa, lezni so pa bolezni softvera. Softversko je treba popraviti in to na oddelku za psihologijo ali pa na oddelku za računalništvo, ne pa na medicini, psihiatrija. Sorry. Zakaj psihoanalitični pristop pogosto zveni globje in bolj prepričljivo z klasičnimi psihološkimi ali psihiatričnimi razlagami? Ne? Zdaj, če se že pogovarjamo toliko o tej psihologiji. Ne? Psihoanaliza, mislim, zdaj na mene primere. Me ženska kliče, da ne more spati, da se trese, da je vse narobe, anksiozna, sred noči je čisto prestrašena, se zbuja, noč ne more spati, boji se za spati, pečejo po celem telesu, roke ima pa ledeno hladne. In potem jaz ne sme avto voziti. Gospa, bom jaz prišel vam, pa bomo probala malo tole preveriti. In potem se jaz poglabljam, se pogovarjam, sprašujem take stvari, da kdo slišal. Pridem, gospa, kakšen imate pa sex life? Sem ločena. Ali pa, ko pa je to orgazm? Pojma nimam. Prijateljice so rekle, jaz pa to sploh ne vem, kaj je to. Zato sem se pa ločila, ker seksati pa sploh nisem mogla. Sem rekel, pa ste bili pa spolno zlorabljeni. Ne, da bi vedela. Čakajte, mi je šel tule malo s hipnozo v otroštvo. Pa najdem v otroštvu take stvari. Gospa, tole ste doživeli. Ta simptom, recimo, to, da vas peče, je povezane s tem pa tem dogodkom. To sva odkrila, vidite zdaj logiko. Ja, zdaj pa razumem, ne. Sem to se je zgodil 60 let nazaj, absolutno nič ni vedela, zdaj ima pa simptome ob sprožilcu so se zgodili in je to hudo, da jaz, ko se pogovarjam, najdem čudo stvari, ampak simptomi so bili nek čas, so bili omiljeni, potem so spet eskalirali do neznosnosti. V eni točki tudi moja beseda ni tako močna, da bom jaz to predrugačil, da bo človek ratu prerojen na novorojen. In pa gre pa lepo zdravniku in pol oni, bogovi v bele, pa ne psihiatrom. Psihiatri znajo samo tablete. Ne? Ona noče jesti tablete, ker ima stranske učinke tablete. Gre nad navadnim zdravnikom. Ja, bo pa treba iti v bolnico kak teden, da vas fajn preučimo. Ja, zdaj imate pa sun na Parkinsonovo bolezen. In potem se lotijo, zdravniki, bogovi v belem, Parkinsonove bolezni. Joj, gospa, a veste, kaj sem midva odkrila? Vi imate psihološko to pogojeno. In se lahko, da je cela Parkinsonova bolezen psihološko pogojena. Možno. Ampak oni bojo to z, ne vem, kemijo mogoče odpravljali tis tresavico, pa tis, kar je. Jaz bi pa rad prišel do jedra v otroštvu, ampak jedro pred eni, ki jo imamo v mislih, ni bilo eno, ampak se je to dogajalo celo otroštvo. Čudo stvari sva v 10 hipnozah najdla. Jaz sem hodil pro bono k njej domov, ker me to zanimalo. Ne, te bogovi v belem, pa tam z neko kemijo, so se neki naučili, pa nekimi injekcijami, psihiatri omrtvičijo možgane, pa si ko zombi, a vas je pa zdaj kaj strah, a zdaj pa ne. Ja, sej taka ko zombi. Ne, sej kje bo strah, če je bencin so je zaprli noter, ni sploh dotoka energije v psiho. Kar spala bi. Ne, a vas je pa zdaj kaj ne, nimam časa, da bi bilo strah, ker sploh ne vem, da bivam. Ne. Ja, bravo, zdaj smo pa sanirali to. Ja, čakajte, ma zombija ste naredili. In psihiater neč ne zanima, 5 minut ima časa. 5 minut za enega pacienta, ja, tole bom pa tele zdravila, pa jim datem antidepresive, pa še antipsihotike. Tole bo pa pomagali. Pa se vidimo čez naslednji mesec, pa čez 3 mesece. Do takrat pa ne je dol zdravil. To je ta paradoks, ki ga psihiatrija postulira. Meni se pa pol meša not po glavu
ko vidim te zdrse psihiatrije, ali pa sej psihoterapeuti so pa, biti psihoterapeuti je diagnoza. Ljudje, ki so ranjeni, grejo sebe študirati. Pa bo ti inženir, ne pa psihoterapijo pust primer, oni grejo pa študirati samega sebe na ne vem kakšne tečaje in pol sebe pozdravijo in pa greš še druge zdraviti. V resnici je pa sam to ranjen. Jaz se ukvarjam s psihoterapijo zato, ker so me nagovorili, ker vem, da imam znanje. Moji sošolci so bili psihiatri, psihoterapeuti, psihologi na teh podiplomskih študijih. Jaz sem rekel, ko ne boste mogli, kaj ga pozdraviti, ga pa k meni pošljite. In pol v spletu okoliščin sem jaz postal svetovalec. Pa so pa rekli ljudje, a lahko še pridem drug teden? Ja, vi pridite, kadar čte, ne? In pa so hodili po 2-3 leta k meni. Ja, to je pa terapija. Ja, itak, da je terapija. Pa jaz vsakem rekel, lejte, licence pa jaz nimam. Če bi jo imel, jaz sploh ne bi nič znal, niti hipnotizirati ne bi znal. Jaz sem se sam naučil, da sem želel vedeti, kako psiha deluje. In jaz vem, kako psiha deluje, zato lahko kupico enih stvari. Ko vidim, kaj psihologi kako razmišljajo, ne? Kaj psihiatri razmišljajo, ne? Zdaj pa še nekaj povedal. Psihiatri določeni potihem k meni napotujejo svoje paciente. Ali pa še večji paradoks, pride psihiater. Niste vi psihiater? Sem to ne povedati. Tole pa tole me muči. Ja, ne vete zakaj? Ko mi vemo sam, kjer tableti so. Ne? Pa jaz vete kaj, v otroštvu ste tole pa tole doživljali. To pa res, ne? Psihiater. Ali pa psihologinja. Sem rekel, niste vi psihologinja, zakaj pa ne greste vi kakemu kolegu? A mi nič ne vemo. Vi štekate, mi vsi vemo, da vi štekate. Študenti Univerze Sigmunda Freuda se iz mojih podcastov učijo, kjer razlagam delovanje sanj ali pa panične napade. Ne? Pa vidim psihiater, kako panični napad teoretsko razlaga. To me glava peče. In pa tam pa še popadljiv. Pa še na udar način to povem. Ni čudno, da nikamor ne smem. Razne takele podcaste. A sem kaj povedal? Jaz sem falil. Sem že pozabil, ko sem bil vprašan. Ne, mislim, ja, ste povedali, ja. Primerjala sva neurologijo pa nevroznanost v zvezi z psihoanalizo. Da bi še mogoče samo povedati, kako sodobne raziskave na področju nevroznanosti, psihologije in psihoanalize prispeva k celostnemu razumevanju človeške psihe. A je možno ključne točke potegniti pa povezati vse discipline, da bi dobili neko celostno sliko? Se pravi, da bi povezali psihoanalizo, neurologijo, psihiatrijo, vse te zadeve v eno stvar. Psihiatrom bi krona z glave padla. Ne? Na tihem. Neč povedati, da sem vas jaz poslal tja. Reče psihiatr. A pa psihologija, ko pride, nam neč povedati, da sem bila prva. Bojo kolegi mi zamirili. Če bi mi skup stopili, teoretski psihoanalitiki, ki domujejo na oddelku za filozofijo, filofaksa, ki tako rekoč v psihoanalizi močnejša kot ena univerza Sigmunda Freuda, se je popravila. Tudi oddelek za psihologijo, recimo, Prapor je svoj čas veliko vedel. Max Tušek, so bili klinični psihologi, ki so imeli to globinsko psihologijo, ki so nekaj vedeli. In tisti, ki vedo, da obstaja nezavedno, da je to nezavedno ključno. Oni potihem prisegajo na psihoanalizo, na Freuda. In kadarkoli se v svetu nekaj naredi, tazga senzacionalnega, se gre gledati, kaj bi Freud rekel. Ne? Ko se je zgodil Kosta Kecmanović, ko bo pa Vodeb povedal? Kosta Kecmanović je mamo sovražil, zato je punčka ubijal. On jih je ubijal zato, da bi mama trpela. Mama je delala kariero. To sem jaz povedal. In ne, da je fotor dobi 14 let, zato, ker je pištole imel, mama bi mogla dobiti večjo kazen. Pa še paradoks je, da ne glih mama, ampak srbski feminizem, ki inštruira mlade mamice, naj grejo čim prej v službo, da ne bo kariera jim zamrla. In potem te mlade mamice ne znajo biti suvereno mamice. Ja, to je vse Freudov diskurs. In Freud je prišel do veljave toliko bolj, ko so vse serijske morilce v Ameriki proučevali po logiki psihoanalize. Vsi so nastali v otroštvu, kar je Freud govoril. Breivik, ki pomoril 80 tistih mladcev tam na tistem otoku Utola, pa kako je razstrelil parlament,
ki je imel jezo do lastne mame, je bil jezen na državo. Mama mu je servirala ljubimce, prve tujce, zato je ksenofobijo razvil, pa patološko domoljubje. To je vse psihoanalitični diskurs. In če bi se, brez da je komu krona z glavo pade, da bi se združili, zato da bi vednost napredovala, bi se ljudem bolje dogodilo. Ja, sam kaj bi se zgodilo? Farmacevti bi bili ob prihodek. Oni služijo milijarde po svetu s tabletki za boljše počutje. In potem pa delajo raziskave, kje na svetu imajo najboljšo doživljanje sreče. Skandinavija, Danska je enkrat vodilna, najbolj srečna. Pa so šli pa porabo antidepresivov. So pa največji konzumenti antidepresivov pa Skandinavci, ravno Danci. In oni si s tableti dvigujejo občutenje sreče. To je ta paradoks. In potem ne pstijo psihoanalizi, da se infiltrira v zdravstvo, na psihiatrijo, na nevrologijo in nevrologom reče, vi kradete milijone psihoterapevtski stroki. Vi proučujete živčne transmitere, ki so posledično spremenjeni zaradi mislenja, ki se je dogodilo otroku pri 6 letih, se živčno-transmiterska struktura poruši ob določenih sprožilcih v odraslosti. Vi pa transmitersko strukturo sinaps gledate. Vi morate misel pokvarjeno analizirati. Ne, mi pa tega ne bomo. Ne, ker farmacevti bomo mi sinapse drugače popravljali. Ne, pa dajo, to je dnevi duševnega zdravja, hotel Habakuk, ta predstojnik oddelka za psihiatrijo je bil, ko se piše, ko privše, ko pa vem. In on razlaga možgane vinske mušice, ki ima milijone živčnih povezav. Vinska mušica je kvadratni milimeter velika, možgani. Milijone živčnih povezav. Ja, kaj ima šele človek? Vinsko mušico imajo malo naštudirano. Milijarde povezav človeka nikoli se ne da naštudirati, še naslednjih 1000 let ne bomo v možganih nič vedeli. Pa se te ven mečejo, kaj bojo vse vedeli. Ne, mi moramo Bob reči. In ta psihiater, predstojnik oddelka za psihiatrijo Mariborskega kliničnega centra, da je rekel, mi sploh ne vemo, kje je patologija. Mi damo, farmacija najde neko tabletko in ta tabletka gre v nevrološko strukturo in sploh ne vemo, kam gre, ampak človek se boljš počuti. Ja, kaj se pa pol naredi? Zdaj mi rekel banalno rečeno, ja, pol ima pa erektilno disfunkcijo, pa v to tabletko damo še malo Viagre. Če mu že ne ustane, mu damo pa še v tableto Viagro in požre antidepresiv, ki mu zacvre en del sinaps, za erektilno disfunkcijo mu pa še malo Viagre noter damo, da je stranski učinek izboljšan. Ne? Tako funkcionirajo tableti, ki ima kupica stranskih učinkov in te stranske učinke z drugo kemikalijo dano v tableto popravi. To je konceptualni zdrs na kvadrat, absurd, error, kriminal in to dela psihiatrija. In če bi pa prišla psihoanaliza pa rekla, ne to delati. Ne, mi smo bogovi v belem, koš pa ti? Ne, boš si tih. Ker v psihoanalizi se ne da nič dokazati, Oedipo kompleks se ne da dokazati, kastracija se ne da dokazati. Psihologi, imajo pa tam pristope Spearman pa ti, ki so merili inteligence, statistične metode, faktorska analiza, analiza variance. Psihologija, se pravi duševnosti, se ne da znanstveno proučevati tako, kot si vi želite, ne da se to. Nekateri imajo iluzijo v dovolj veliko število numerus ljudi, na katerih se testira, se potem vidi, nič se ne vidi. Ena korelacija se vzpostavi, ki je pozitivna, ampak to je pa to. In ne ve se, zakaj je ta korelacija tako velika, ker lahko učinek pričakovanega popolnoma poruši neko znanstveno raziskavo. Znanstvena raziskava na področju psihe ne more biti taka, da bi odpravili vse metodološke napake. Ne more biti. Zato, ker si je znanstveno metodo proučeval motivacijski prostor, statistično analizo in na koncu sem rekel Bob. Error v enačbi specifikacije je tak pa tak, v tem errorju je lahko ključno zapakirano. Ključne rešitve so v tem errorju, ki je nenadzorljiv. Mi ne moramo vedeti, zakaj je psiha taka. Potem pa še tam psihologi, nevrologi, psihiatri enačijo oba spola. Temeljna psihoanalitična značilnost je, da sta spola različna, ker so anatomske strukture genitali take, da zacvrejo del možgan pri del ženski tako, pri moškem pa tako.
tale privesek oziroma pristojek je del fundament moške psihe. Želja po organu, ki ga pa na njenem telesu ni, pa zaznamuje fatalno žensko psiho. In ne moramo mi proučevati psihe, da spola združimo. In da o motnjah hranjenja govorimo brez, da bi upeljali razlike med spoloma. Kar zdaj psihiatri, ni razlik med spoloma, a ste butast. Motnje hranjenja so predvsem domena žensk. Kljub temu, da imajo skakalci, pa kolesari, pa plezalci, moški, tudi motnje hranjenja, ampak so tam čist druge psihološke logike v ozadju. In feminizem ne pusti v medicini delati razlik med spoloma, ko se proučuje duševnost. Pa pridejo proučevalci možganov, nevrologi, pa rečejo, ženski in moški možgani so popolnoma različni, so že anatomsko različni, tudi po kilaži. In pa je konc sveta, feministke norijo, o tem pa ne govoriti. Oni so po znanstvenem diskurzu so povedali, da je že struktura možganov, pa jaz ne govorim o možganih, drugačna pri ženskah pa pri moških. Wow. Bi se še jaz mogoče malo dotakniti teme, ko so omenjali antidepresive, ne? Ja. Ok, glede teh struktur možganih, moških pa ženskih, se to itak, mora biti razlika že v osnovi, nekaj. Če ne bi razlike, bi bili enaki, ne? Dajmo Mila mogoče, oziroma jaz bi vas vprašal, kaj pa je alternativa antidepresivom, ne? Jaz sem slišal, da je lifestyle tisti, ki se... Ja, seveda. Včeraj sem imel 3-urni pogovor, 3 ure pa pol. Srednješolcem, katerega družino sem terapiral 10 let nazaj, ki je bila ločitev, pa je bil 5 let star. In pol zjutraj preberem, pred snemanjem podcasta od mamice preberem mail. Tam mal je prišel čist prerojen domov. Domača naloga je, da mi bo še sanje napisal, kakšne bojo. Ker vem, po enih sanjah sem rekel, wow, smo se dobro pogovarjali, ker je okove dal dol, ker je splaval, zbežal iz ujetništva. Sem rekel, super sanje, ker nakazuje, da prav razmišljaš. In ta mamica prav, tam mal je pa pogovor z menoj bil čist prerojen, čist drugačen, poln energije, prej je bil pa ko megla se vlekel. In zdaj moram mamici razložiti, kaj se mu dogaja. Ker to ni enostavno kvantno razložiti, kako se mu aktivira vsakemu nek dogodek z otroštva, recimo ločitev, potem pride sprožilec in se mu, recimo, karkoli, nek hud stres in potem stresu se, recimo srednješolec ali pa tudi odrasel človek ne pobere. Vsak bi se, ta eden se pa ne. In pa grem jaz gledati, kje je osnovni izvorni dogodek, osnovna travma, kot bi rekel slavni, on je slavni, Gabor Mate, sem šel gledati film, toliko, da ga bom razumel, imam 3 knjige, to Gabor Mate je teorijo travme, oziroma ta se veže na Freuda, v resnici je pa madžarski zdravnik, ki živi v Kanadi, svetovno znanje in on približno šteka in je v psihoanalitičnem diskurzu, pa je zdravnik. Ne? Osnovna travma se aktivira ob enem stresu in nekdo, ki se ne pobere v enem življenjskem stresu, je treba najti, odkje se tam napaja in potem so tam spolne zlorabe, ločitve, doživljanje smrti, gledanje klanja na kmetih, so določeni ljudje, so čisto sesuti, kje ste pa vi živeli, na vasi smo živeli, a ste imeli živino, ja, a ste tudi gledali klanje, ja, klanje ste gledali, klanja se ne sme gledati, pa tako naprej, ne, in potem jaz najdem, in to je težko najti, zato uporabljam tudi hipnozo, ker spomin ni dovolj. Jaz se pogovarjam s starši, pa starše sprašujem, ker se otroci nič ne spomnejo, kaj so oni starši opazili, kateri šoki so se doživljali njihovim otrokom v otroštvu, ker pa najdem jedrni dogodek, se o tem pogovarjam, ga razvozlam in potem pa zbledi simptom, zaradi katerega je čist sesut. To bi mogli psihiatri delati. On ga dobi pa za 5 minut, pa mu da zdravilo. In zato je treba, da se pogovarjamo, da razložimo, ker potihamo vsi vejo, da je ta psihoanalitična konceptualizacija duševnosti zakladnica vednosti o duševnosti. Ampak Cirko ne mara Freuda, ker je bil ateist, ker ima to
seksualnost tako visoko, cerkev bi pa ne bi, oni bi pa molili, se molitev tudi pomaga, kot placebo, ne? Pa ne bi nič seksualnosti, seks, poroka ne, splav ne, mislim, in pol, recimo jaz, ki sem za pravice žensk do splava, ne mara cerkev, zato ker razlagam ateizem, odkje se afiniteta do verovanja v Boga, kje se napaja iz Oidipa. Prvi Bog je foter, to tale Bog, če obstaja, nima veze s tem, da smo mi nagnjeni k verovanju. In pol cerkev vidi, kako jaz govorim, me ne marajo. Eni me na en način ne marajo, feminizem pa levica me na drug način ne mara, jaz sem pa sam proti vsem. Sem pa nekdo v stiski, ko ne ve od muke, kaj bi, vode bi pa vedel. Ampak čarovnik pa jaz tudi nisem. Jaz pokvarjenega otroštva ne morem spremeniti. Bi šli k našemu sinu v zapor, jaz svojo punco skoraj ubil. Kje ste bili pa vi? Smo se ločili, ta mali brez nadjaza, jezo do mame, jaz pa nisem čarovnik, jaz ne morem to sanirati. Določenih defektov iz otroštva z primarne družine do 6. leta se ne da sterapirati na tak način, da bo človek postal nov. Ampak moraš imeti neko supervizijsko misel, nek razum in sebe motriti, svojo patologijo. Ali pa, enemu smo rekel, veste ko, pete v cirku, probite se spečati z Bogom, ker vi niste imeli fotra, vam lahko sam še Bog daje napotke, kako živeti. Biblijo se naučite na pamet. Ne? In pa 2 let ga ni bilo, ko pa zdaj sem pa na teološki fakulteti. Super, ste najdli Boga? Ja, ker versko blaznost bo razvil, šizotipsko motnjo bo dobil, psihiatri ga jo tako diagnosticirajo in bo vsaj približno preživel. Pa cirkev prav, nas označuje vodeb za verske blažneže, ker verjamemo v Boga. Ne? Pa še prav, da imamo šizotipsko motnjo. Pa določeni verski blazneži pristajajo na psihiatriji z diagnozo šizofrenija, ker se šizotipska motnja lahko nadgradi v psihozo, v šizofrenijo. To je tisto neljubo, eden mora to povedati. Pa sem pa jaz tist grdi raček, ki občasno kako pikro pove. Zdaj sem imela malo tehničke težave s kamero, no? Sem nastavil, ko ste vi govorili, torej za vse, ki to gledate na YouTubeu, nimam dodatnega... Važen je ton, pa sporočilo. Se strinjam, Pa pač manjka res to stojalo za telefon, to sem res zdaj pozabil, no. Nič, jaz bi še samo, kak naj deva moče nasvet dati, ne, za vse, ki mogoče nimajo denarja za psihoterapijo, pa za vse, ki hočejo nekako spremeniti svoje življenje. Kaj bi rekli, kaj je tisto, ki bi jim 100-krat pripomoglo k njihovemu počutju, s tem, da bi lifestyle spremenili, se pravi, brez kemije, brez drog, brez nekih ekstremnih verskih sekcij. Kaj je tista ključna zadeva, ki ti spremeni življenje, s tem, da nekaj, ki lahko sam narediš? Tale Rugl, kakršenkoli je bil, tudi Perko, ki je naslednik, tako rekoč Rugla, oni imajo ta bralno terapijo, berejo. To pomeni delo na sebi. Ruzak metoda. Peš na Triglav. Maraton. Oprostite, lahko sem nadomestno. Kaj brat? Ne, to je pomembno. Zdaj lahko rečemo beri, ampak kaj brat? Recimo in Rugl in Perko imajo določene spiske literature, tudi kakšna moja knjiga je tam bila, spomnim, da je Rugl kupil to mojo šport skozi psihoanalizo, nesel eni doktorat, pa recimo pri Perkotu sem promoviral in vsi tisti njegovi klienti so morali prebrati Moj prvi spol, pa o spolu. To so knjige, ki niso verske, ampak so življenjske. Ne? Tam je življenje je lepo, ki ta sreča za dva. Branko Gradišnik ima izjemne dobre knjige. Tudi tiste prevode, on je prevajalec. Donalda Winnicota je prevedel. Otrok, družina in zunanji svet. To so ful močne knjige. Vsaka knjiga ni dobra. Delo na sebi pa pomeni, da je treba razmišljati,
kako se meni otroštvo vrača, kaj sem jaz doživel in zdaj moja dva sta se pa ločila, ali pa jaz pa nisem poznala očeta. Jaz pa v enem parih podcastih rečem, ženske, ki niso poznale svojih očetov ali pa ki niso živele z očetom, oče prehitro umrl, ločitev, tam imajo velike probleme z moškimi in v seksualnosti. Joj, ta pa ve, točno to je. Sam jaz ne upam o tem govoriti. In pa je treba, če ni časa za branje. Ja, so podcasti, res da je na milijone videov na YouTubu, poučnih. Treba se pozanimati, kaj se splača poslušati. Ne poslušati nekih gurujev, verskih blaznežev, ki obetajo ne vem kaj. Probite poslušati ali pa brati. Začnite pri Freudu. Ampak Freud je težek, ne? Ljudje pravijo, ak sem začela vas spremljati, zdaj za nazaj Freuda, razumem, ker jaz znam lepše to povedati, oziroma če povem po kmečko, se bolj prime in na laični način razložim ene stvari. Treba je razumeti sebe, zakaj imam ta občutek. Pa je pa ena ženska meni rekla, veste, s čem ste vi meni najbolj pomagali? S tem, ko ste vi meni rekli, da ena druga ženska z drugim otroštvom v isti situaciji sploh ne bi razvila teh motečih občutkov, zaradi katerih jaz to trpim, če bi imela drugo otroštvo. Pri meni bi pa foter mornar, ga 6-7 mesecev ni bilo, doma sem imela pretegnjeno mamo, pa tistega brata, sosedi, babica, dedek, vse narobe, ja ni čudno, da razvijam te butaste občutke. Pa reče, se pravi, to so samo občutki, to ni nič res. Pa še jaz rečem, veste, če bi imeli vi USB ključ, pa ga dali tako noter v glavo, enem možgane, pa privere misli, ljudi, ki vas mislijo, pa sebi dali noter. On pa čist drugače o meni razmišljajo, kakor jaz sama o sebi. In pa to spoznanje, da imaš ti občutek, ki je samo tvoj subjektivn, da drugi o tebi sploh ne razmišljajo tako, kot ti o sebi razmišljaš. In ta miselna akcija iz registra čuječnosti, ne, čuječnost je mindfulness, ko se ti naučiš motriti lastne misli, potem lahko ogromno kritične distance zavzameš, ko imaš določene občutke in rečeš, to so občutki. In to je že delo na sebi, ko razvijaš kritično distanco ali pa koncept razuma upelješ, ko motriš svoje čustvovanje, se potem vprašaš, pismo, zdaj pa jaz sam sebe jebem v glavo, ne, mazohistično se mrcvarim za prazen nič. Tega pa ne bom več delala. Pa še ugotovi, da se dobro počuti, če teče, ja pet tečt. In to ne v krogu, da je opravi 10 km dolge poti in psiha bo percepirala, da si se ti potrudil, da si nekaj naredil v življenju. Ali pa greš v fitness, ne z 2 kile v roke. 50 kil dej pa deli, boš videl, da si sposoben težka bremena dvigovati, ker imaš v življenju težke izzive. In če ti hodiš v fitness s težkimi bremeni, se ti psiha očvrsti. Ko kolesariš, ne bežati po ravnem, pet na ohrib voziti, ne to pol ure, 1 uro na ohrib. To jaz recimo delam, grem na kup mrzlica, na nos sem lani odvozil. In moje psihično počutje je boljše, ker biti vodeb, to je biti lažje kučam pa Janšan skupaj, kot biti vodeb. In jaz tudi zelam na sebi, vem, kako se jaz ohrabrim, sem močnejši, me udarci ne strejo, imam močnejšo kožo, tudi na sebi sprobam. Ljudje, ne metati denarja stran z dragimi dolgoletnimi terapijami, recimo jaz svetujem, razložim v 2-3-urnem pogovoru, vse živo, še kak mail dopišem, kakšne sanje analiziram, to je to, zdaj pa delite na sebi. Jaz nisem čarovnik, vam bom pričaral novo življenje. Za mene je dosti en pogovor, jaz rečem, pejte se, enkrat se pogovoriti, da vam par stvari razložim, pa take it or leave it, imejte to v glavi in pol delite na sebi. Vodej pa to rekel, sem to prebrala, sem to slišal v tem podcastu. Zdaj se pa razumem. Ne, sodobni psihoterapeuti, 2 let bo pa treba hoditi, pa 10 000 evrov stran denarja vršiti. To so otimanje para od naroda. Treba je dovolj informacij o sebi pridobiti, ali jih sam pridobiš, ali greš enkratno, 2-kratno pogovarjanje k nekomu kompetentnemu človeku, ki nekaj ve. Pa deli na sebi in moraš vedeti,
s takim otroštvom, dobro, da še živiš, ne? S takim otroštvom bi ti že lahko umrl, ali pa samomor naredil, ampak še živiš. Hvala, se matram, ne? Ne bo pa nikoli, pa ne boš, ne vem, srečen, vesel do konca svojih dni, če si imel zjebano celo otroštvo. Pač tako je. Včasih treba samo razumeti sebe. Se pravi, bi lahko tudi rekli, da se morajo ljudje malo brstiti sami sebe, pa nekaj narediti iz situacije. A treba se spoznati, treba se zavedati, na kakšen način sem jaz ranjen, kako me je zaznamovala primarna družina, kako sta mi zagodla foter pa mat, kje je bila babica, dedek, sorojenci. Ja, jaz sem bil pa prvi otrok od 6. Torej si bil brez mame, ker ti 5 sorojencev ukradli mamo, ti si, ne vem, čist si sesud. Ja, to imaš tako občutek, ker si bil niko in ništa, pa ful sem ljubosumen. Ja, seveda, če so ti pa sorojenci ukradli. Ampak ne zdaj svojo babo jebat v glavo, ker si ljubosumen, ona pa mora ko fjakarski konj sam naprej gledat. Ker če levo pogleda, že misliš, že tavara. Ker si doživel to pa to zgodbo iz otroštva. In ne svoje drage žene, ki ti je rodila, ne vem, 2 otroka, jo jebeš sam za tega, da sebi lajšaš dušo. Tega pa ne bom počel. To se da s čuječnostjo. Vsak človek mora motriti lastne misli, z nekim razumom. In potem se spoznaš, veš, da obstaja nezavedno, veš, da si zaznamovan s primarno družino. Od tukaj naprej se bomo pa borili še naprej. Ne, pa se razumeš, ko se razumeš, jaz sem pa mislil, narobe ste mislili, zaznamovani ste. Nič od tega, kar vi čutite, ni res, občutek imate zato, ker ste tako otroštvo imeli. In ne zdaj spotikati pa jebati vse okrog sebe, ker imate vi tako občutek. Vse je res. Zdaj, ali avtoriteta to pove? Ali pa človek sam do tega pride? Zdaj, če imaš veliko denarja, na Ameriki imajo šrinke, vsak teden $100 in se hodijo 20 let pogovarjati. Kar je super, če imaš dobrega psihoterapeuta, če ni kak guru. Tis pa nima denarja, ne vem, so pa malo s prijatelji, tam s klošari se malo zadebatira, pa ful pomaga. Ali pa mi je čistilka mi je rekla, ne. Zdaj, tudi prijatelji so, ali pa, ne, zdaj paradoksalno. Sodobni psihoterapeuti so ljubimci za babe, pa ljubice za moške. Sem pazi, da ti nov zakon razpadel. Ljubice ohranjajo slabe zakone, pa ljubimci tudi. Skupaj smo pa zaradi otrok. Ne? Ker če se ločimo, otroci tok najebejo, da si starši misliti ne moramo. Tisti, ki so se ločili. Pa, kaj naj naredim? Časovni stroj najte, pa sam se pete povedati, da se ne ločiti. Zdaj pa imate samomorilnega otroka, ki ste se ločili. Pa moralno pokvarjene. Kje pa je foter? Ja, je šel z drugo. Ne? Pa to so te zgodbe, pa jaz to kritično misel razvijam, pa feministke norijo, ker feministke zagovarjajo pa ločitev, emancipirana, bom že sama vzgajala. Ja, pa sama boste s sinčkom spal. Pa potreba, da mu hidralika vstanemo, pa ne bo. Je pa to kolušen spat s svojim sinčkom. Ja, zjebal mu to vse v glav. Z vami mora mož, biološki oče tega sina spat. Zakaj tako mislite? Zato imam 3 glave, da sem so psihoanalizo not spravil. Malo bolj doživeto govorim, da se mogoče bo kjer ga tole prijel. Ne, sej, tako se že zadneš, ne, sej, to je dobro, da sem malo bolj doživeto povesel, da res vidim, da je nekaj na tem, ne. Resno mislim. Ja. Daj še mogoče reči, jaz bi samo še vprašal, mislim, zdaj so to okvirne vprašanja so zdaj izčrpala, ne? Ja. Skoraj, no, zdaj eno par stvari še, samo zdaj, da se vračamo. Itak ste vmes vse povedali. Ja. Glede tega. A imate še vi kaj takega, recimo, ki bi želeli povedati? Ne, zdaj, rekla sem na začetku pogovora na slovo, kako deluje možgani oziroma duševnost, ne? A še kaj takega, kaj bi vi povedali o tem, ki še zdaj niso povedali? Vse ne vem, ko nisem povedal, ampak nekateri so zelo redovedni, pa jih nekaj zanima, jaz ne vem takole, kaj ljudi zanima. Ampak suma sumarum bi rekel, treba je vedeti, da je človek brez svobodne volje. Še posebej politični volivci mora to vedeti, ne. In včasih morajo z razumom, ne samo sam, da ni Janša, ne, pa dobiš Goloba, pa ne veš, ab se joko, ab se smejo, ne.
treba je vedeti, da je treba živeti lepo. Načelo ugodja je tisto, ki šteje. Politiki naj uredijo državo tako, da bomo bolje živeli. Volite treba tiste politike, ki državo popeljejo v blaginjo. Zdaj, ali so levi, ali so desni, zdaj ne bom agitiral. Po moji percepciji treba družbo konzervativizirati, jo narediti bolj konzervativno, zato, ker se močna človekova duševnost naseli v človeka v odraslost skozi otroštvo. To mora biti oče, močen, spoštovan, nekastriran, pa nežna mamica. Ona, ki je tam krotka, ljubeča, pa fotor je fajn, da več zasluži. In ko zasluži, mora ta denar zeakulirati v družino. Ženska mora ubogati svojega moža, skozi seksualnost ga bo pa že ukrotila in bo tako, kot si želi. Ne kastrirati očeta pred očmi svojih otrok. Ljudje moramo vedeti, da človeka ovladuje nezavedno. Da tok nezavednih misli je bolj agresiven, bolj perverzen, bolj seksualen, bolj živalski. Tok nezavednih misli, ki spontano misli v ozadju. Moralnost je nekaj, v ozadju je več te agresivnosti, pohote, seksualnosti. Moralnost je tudi sveta stvar, dobrota, sočutje, so neke vrednote, ki jih moramo dati na prvo mesto. Politična opredelitev ni na prvem mestu, ampak je na prvem mestu tisto, kar je prav, razumska, neka razsodna moč, moralnost mora biti na prvem mestu, ne tvoja osnovna politična opredelitev. In če ti politiki rečejo, da ima otrok lahko dve mami, ni res. Otrok mora imeti moškega očeta in žensko mamo, zato da razreši Oedipov kompleks. In potem razvije moralno trdnost. In tista dodana vrednost, ki od drugih ne boste slišali, pač to, da ima ta budnost simbolno logiko, da mi moramo, tako kot sanje, tudi budnost razumeti v teh simbolnih povezavah. To je ta kvantna psihoanaliza, ki jo je izredno težko razumeti. Otroštvo, ki se vrača, pomeni, da se vrača na neki simbolni ravni. Anatomija genitalij zaznamuje feminilnost pri ženskah. In ženska ne sme biti možača, moškinja, fantinja, ne sme se v življenju kurčiti in to, če želi biti lepa. Pomeni, da je normalna, ker je razreševala Oedipov kompleks, kastracijo, nimam lulčka, sem toliko lepša, očka, poglej me, kako sem lepa. Če tudi nimam lulčka, je pa moje telo lepše. Tako je prav, da se to dogaja. Mi Slovenije so ji dali vse ne, da je grda, 26-letna študentka medicine. Postala je misica zato, ker so feministke rekle, dejmo, da bo karierno uspešna. Ja, lepe so misice pa 18, trend misic je 18-20 let stara, do 22, Zdaj ne bom rekel po možnosti devica, pa samske so, se imajo zdaj fante. Pa je bila pa leta 22 mis Nemčije, 37 let stara Brazilka, poslovno uspešna, ni bila grda kot smrt, lepa pa tudi ni bila. Mis Nemčije, 37 let, a ste nori? Otroci smo bili deležni mlade mamice. Mi si ne moramo pomagati, da si kot moški želimo, blaženi smo, ko gledamo mlado, lepo babo. To si zadet, to, če bi ženske vedle, koliko smo mi moški zadeti z lepo žensko, to bi vse šle na popolno preobrazbo. Toliko smo mi zadeti z lepoto ženske to, feministka pa sploh ne vedo. Slutijo že, pa hočejo lepe biti. Moški mora pa zmagovalec biti, ker je narava kastracijskega kompleksa taka, da ti moraš biti prvi, moraš zmagati, premagati očeta, premagati vse seksualne konkurente, potem si prvi na listi streljcev, ko ga boš noter dal. To so neke vulgarne zakonitosti, ki se jih moramo zavedati. Kvantno je pa pač to realna realnost. Če bi imeli zdaj to matriko, bomo uporabili. Ne modra tabletka, ki je čist iluzija. Rdeča tabletka je tabletka resnice. Ko greš ven z virtualne realnosti v zajen, ki je noter ven z inkubatorjem, pa si pa v resnični realnosti. To je še ena rumena, zelena, ne vem kakšna oranžna tabletka, kar pomeni, da tista resnična realnost, ki velja v virtualni realnosti ali pa tam v realni realnosti v podzemlju, je to, da je človek simbolno bitje, da moramo mi budnost razumeti tako kot sanje. Zato gol ni gol.
tale mikrofon ima falično simbolno strukturo, je simbol penisa, recimo. Ne? Zato so bili tisti prvi rockerji, pa ne vem kaj. Pa so pa feministke, pa muhco, pa tete se muhco dale, ne, pa tako naprej. So se bale organa, ki je bila, ali pa kajenje, ne, seksualne prakse so v ozadju, ali pa igranje na inštrumente, je vse seksualno. Violina je simbol vagine, cuk pozavna je pa erekcija, trobenta tudi, električna kitara, falus. Ne? Kake pa ti govoriš? To znanstvene raziskave dokazale. Psihoanalizi se ne da nič dokazati, vse je trhlo, ampak tisti, ki nič ne vedo, pomeni, da podlegajo Dunning-Krügerjevemu efektu. Nič ne vedo, pa kritizirajo psihoanalizo. Jaz pa toliko vem, da mislim, najraje bi bil tiho. Ker ne morem povedati vsega, kar bi bilo treba povedati, tako da tole bi bilo za sklep, ali kaj. Še eno zadevo bi samo komentiral, ki se mi je zdaj zanimivo, ko ste rekli za mlade ženske, ne, da so zdaj, ne vem, mislice 27-16 let stare. A mislite, da na to vpliva ta trend, da več kot polovica žensk pri 30 še nima otroke in da bo to vplivalo na nadaljne generacije? To mogoče ne toliko, ampak feministke, pa tudi ta 8. marec, Nika Kovač je ono iz Sežane, bodočo zdravnico, ful podprla, vse ženska ni grda, ampak gre za to, zakaj ni ta ženska pri 18 letniku, 4. letniku gimnazije kandidirala za Miss Slovenije? Zakaj mora pri 26 letih, ko bi že mogla imeti otroka? Ona pa dela kariero, vse prav, naj bo zdravnica, je sočutna. Ženske, ki grejo v zdravniški poklic, so ful feminilne, sočutne. Ne? Ampak ta ideologija, pa ta profeministični trend, recimo, da bi ženska imela za vsako ceno kariero, dobro službo, plačano, enako plačo, pridejo meni, da je samske ženske, ful situirana, velik avto, stara 38 let, s tem pa biološka ura, mi pa tiktaka. Kaj je z mano narobe, so rekli, da moram k vam priditi. Ja, kje imate pa nemočnost? Ja, te pa nimam, ja, brez nemočnosti ne boste deca dobili. Kako vas bo pa v dolžniški odnos spravil, pa vi imate plačo večjo kot falično plačo, on ima pa klitorično plačo s 1000 evri, vi pa 5000 evri. Kdo vas bo pa maral? Kakšen prisklednik? Ne? Ja, to so, ja, narobe, feminizem kot trend, ideološki, politični trend, narobe inštruira mlade mamice oziroma mlade ženske, ki jim reče, zdaj pa moraš, kariera je pa potrebno. Ne, pa pride meni te karierne ženske, ja, pa zdaj pa bi, pa moram biti, zelo eno vulgarno povedal, da se sklep. Pride ena mlada pravnica, vsa lepa, rdeča, blondna, kremple dolge, žnable rdeče, ringelčke. Koga je? Ja, prav je, da moram imeti hteli vajenka, da bom te najboljša pravnica je v Sloveniji. In zdaj sem jaz pa ne bi bila. Jaz bila navadna tajnica, pa sem ta faks butast naredila in zdaj hoče, da bi bila jaz pravnica, jaz pa nočem to, jaz bi imela družino pa otroke. Zato, ker ste normalni. Sem kot ta glavna odvetnica, ko pa ta, kdaj pa kurca nazadnje videla? Še nikoli po moje, a to je zdaj vaš zgled. Je rekel, zdaj ste mi pa vse povedali, ne bom jaz to. Jaz hočem biti mamica pa družino imeti. Moj alfa samec pa naj mi denar zajakulira v družino. Ne pa, da bom jaz nosila denar, otroci me pa teta klicali. Pa dobimo Kosto Kecmanoviča. Zdaj pa to, ko jaz govorim, feministke se pa križajo. Ja, družbeni trend je pa tak, ja, zdaj po 35 letih bi pa je pa že počas lahko imela otroka. Je prišla enkrat ena sodnica. Ja, zdaj sem pri 35 letih imela prvega otroka, zdaj sem bila 30 let stara, pa bi mogla še drugega imeti, sem pa v menopavzo padla. To mi je sam kariera naredila. Si, ko pogled k meni ste prišli, a veste, kaj sem jaz rekel za sodnice? Da ne bi smela biti ženske sodnice. Je rekla sodnica, zakon je treba sprejeti, da ženske ne smejo biti sodnice, ker tudi moralno ne znajo razsojati. Si, ko hvala, upate to povedati? Javno, ne, to pa ne. Pa sem jaz grdi raček, zdaj imam neke sodbe, sam čakam, da mi bo sodnico dal, pa maksimalno kazen. Skratka, to je bilo to, take it or leave it. Torej, mislite, da trend mamic pri 30 ne bo vplival na naslednje generacije? Zdaj, tako bom rekel, kontracepcijska tabletka, ki so jo ženske izumile, to je en redkih epohalnih odkritij, poleg Marije Curie, ne,
so ženske to odkrile. In ta kontracepcija je dosegla, da one lahko nebrzdano seksajo, ne da bi zanosile. In zdaj kar odlaša, lušnje potovati, lušnje imeti neke hobije, in pol, zdaj bo pa, koliko sem pa stara, 28, 29, moja je meni rekla pri 23 letih, da je biološka ura tik-taka. Ni problem, ne, pa je že bila noseča. Ne, svoj čas je bilo drugače, zdaj se pa zadeva obrnila, ampak rekel, samo v Sloveniji, pa v zahodnem svetu. Ni to čisto univerzalni trend. V določenih kulturah, ne, so bolj nespotaknjene strani feminizma, si ženske želijo zanositi in zanosijo. In lahko, da se Bog ve zakaj, ampak se da. Trend obrniti in bojo prišle mlade generacije, ki bojo hotele punce pri 20 zanositi, preden da grejo na faks. Ali pa že med faksom, zdaj bi imela otroka. Trenutna psihoza v tej družbi je pa taka, bom še malo počakala. Pa sta v paru 2, 3, 5 let, 7 let, gotovo, seks, enkrat na 3 mesece ima ta seks za 10 minut. Pa gre ta pa narazen. Zdaj pa ti novega dub. Pa ga moram sprobati. 7 let si že s prvim stran vrgla, zdaj še 4 leta z drugim, pa 35 let stara. Treba imeti otroka v 2 do 3 letih skupne zveze, treba otroka imeti. Kukor se zveza raztegne na 5, 6, 7 let, je seks monoton rata, ni več prijetno in pa stuhtata midva nisva za skupaj. Ja, ti naveličala sta se, vidva nista sam en drugega spoznala, kako dobra starša sta istim otrokom. In pa grejo pa narazen, pa se pa to vleče. Po 3 letih se treba poročiti, pa otroka imeti. In ženske so tiste, ki si morajo to želeti. Sem gledal šmenta, tudi fanti so gotovili, kako je lepo z veliko denarja živeti užitkarsko življenje. Pa mal biti nevezan, imeti malo odprto zvezo, pa podreti čim več bab. Oni ne vejo, koliko je luš imeti otroka. Jaz sem ga imel in vem, koliko je to, ko si ti zadet otroka dobiti. Moj sin, ne, je starejši, ne, ko imam vnuka, starega leto pa pol. Koliko je to zadet s tem otrokom? Koliko je normalen ratu z otrokom? Ne, nič ne mat, pride domov, to je zakon, ne. Ampak ta trend družbeni se lahko obrne v korist ženski, bojo hotela hitro zanositi. Trenutno tam tak trend ni, feminizm je vse zjebal, po domač povedan. Ampak tale feminizm bo tudi crknil, tudi z mojo pomočjo. In s pomočjo starlet, ala Tina Gaber, pa tudi Urška Klakočar Zupančič, ker niso možače. So feminilne ženske s paradigmo heteroseksualne pohote. Zdaj se je trend spremenil, zdaj Evropa bo izglasovala desno, oziroma se že obrača desno in zdaj bo bolj konzervativne zadeve. Mislim, se vidi, da se veliko ljudi obrača na konzervativne. Seveda pa tudi tale Trump, kakršenkoli gelipter je. Ni problem slab Biden, pa slaba Kamala Harris, ali pa slab Obama. Obama sploh recimo osebnostno je bil zelo zrel, ampak ideološki trend demokratov v Ameriki ali pa laboristov ali pa prnem levičarjev je spotaknen z woke ideologijo, s feminizmom, z LGBT, ne. In pa je bumerang, na to ideologijo pride pa Trump, ki jaz vem, znam profilirati. Trump je nevaren gelipter, ne. Narcistično moten. Mene skrbi tudi, mislim, Putin, zdaj pa on, ker je on Krim dobil, pa Ukrajina, zdaj pa ta na Grenlandija šel, pa Panamski prekop. Človek ima mena babe kogate. Film Trump je proti Trumpovski. Se ga kuje v zvezde, jaz sem šel film pogledat. Nam rekel, da je slab. Film je dovolj dober, da mi vemo, kako je Trump, nam rekel, da so lažni podatki, ampak Trump osebnost ni zrel. V prvem mandatu je bil, rekel, idealen, nobene vojne. Zdaj naj sam ukine vojno v Ukrajini, pa Izrael, pa naj pusti Grenlandijo, premier, pa Panamski prekop. Če bo to uspel, bo spet dober predsednik. Ampak to, da je pa spola sta samo 2, geji ne boste tekmovali v študentskih športih skupaj z ženskami, ste stokrat se lahko počutite, moški z XY kromosomsko strukturo ne bo v ženskih športih tekmoval. Trump je to naredil, spola sta 2. Ne bo nič tistih kvazi LGBTIQ+, ne vem kakih ideologij.
In na tej točki je dober. In tudi Zuckerberg, Facebook, bo znižal, torej ukinil to cenzuro. Jaz sem imel 10 let nazaj 500 do 1000 interakcij dnevno na Facebooku. Odkar je Anuška Delić, menda je ta cenzorka, 5 klikov. Mene nikomor ne ponudi. Cenzuro imam, ne vem. Svoboda govora mora laufati in konzervativno se bori proti tem levemu totalitarnemu pristopu k vladanju in zdaj ni čudno, tudi zaradi teh migracij, ko je cela Skandinavija posiljevana strani teh beguncev, so eni točki rekli, zdaj pa dosti tega. Ja, konzervativna ideologija pravi, pejte vi tam dol, ste bili, mi imamo pa tlele, bežte ven z naše dnevne sobe, v svoj stanovanj, dol v Sirijo pejte, Afganistan, Iran, Irak, nimate več kaj tlele delati. To je to konzervativnost, domoljubje in ker ljudje od muke ne vejo, kako bi zdaj živeli, s toliko migranti, ki imajo svojo kulturo, islamsko kulturo, hiperseksualni so, moški, una pa v črno rjuho skrita. Pa rekli, zdaj pa nič več, zdaj pa tu mač. In konzervativnost bo skozi demokracijo na volitvah zmagovala. Mi imamo sam problem, ni to Janša problem, ne, bo Logar prišel, pa ne vem kaj. Problem je, da ta slovenska desnost se ne zna opredeliti do NOB-ja prav. In zdaj se spet tele z okoli teh dražgost nategujemo. Mislim, oni imajo za politično točke dobivati levičari in se zbirajo v tistih dražbostkah, kot da bi prišli v cirku, pa sem levičar. A pa pride Možina, pa unem Prenko, ali ko je že od Svobode, take neumnosti govori, Možina, strezen se, bi jaz rekel, ne. In zato, ko imam jaz tak pogled, jaz nikoli nem prišel na nedeljski intervju. Možina pa ne, ker sem rekel, Možina, daj se strezen. Kakaj domobrance, zdaj, ko je še zvezde, pa pluvaš po partizanih. Človeški sadizem je povzročil povojne poboje v vseh vojnah. Mi bi mogli imeti dan boja proti človeškemu sadizmu. Človeški sadizm je kriv za povojne poboje, za vse vojne. Ne pa, ne vem, komunizem ali pa ne vem ko. Inkvizicija je bila pa desna, tam so jih pa pozažigali na grmadi, so bili pa konzervativni desni. Zaradi sadizma. Sadizm je analno strukturiran. Pri 2 letih se mali sralec izživlja in na svojem drekom nad mamico. In ta osnovni sadizem useka ven na vsaki vojni. Mi se pa zdaj pretepamo za Oslovo senco, za pa vojne poboje in ne moramo Slovenijo narediti konzervativno, kar je odrešilno za Slovenijo, zato ker desna scena obožuje domobranstvo. Levi se pa ven mečejo skozi Dražgovske pa Pohorski bataljon. Ko je treba zdaj tudi na veliki zvon obesati, 80 let je že to star. Skratka. Ja, pač to samo en mali dodatek k temu, ne. Ja, malo sem to politološko še razložil, ker pač v teh faktorjih jaz razvijam to politologijo, tle sem hotel biti bolj psihoanalitično-teoretski, zdaj za konec sem pa mogoče malo še tole povedal. Vse se mi zdi smiselno, zato to je itak del človeškega vedenja, ne, človeške narave, torej ne vidim nič slabega v tem. Jaz bi na tej točki zaključil pogovor. Dosti so povedala, skoraj 1:40 so naredila, malo manj. Super. A bi še kaj povedali? Jaz sem napovedal tale podcast, ko mi čakam, kdaj bo, zakaj nimaš svojih. Jaz tole, kar se delala Stanja živela, to je za anale. Tok močnih 30 podcastov, ki so bili taki, ki sem jih jaz hotel imeti, to ne pa zverzirano psihoanalizi. In to je za vse večne čase, študenti se v tem učijo. Tole pa tudi ful v redu, določeni, ne vem, tam je Ksenija Mauser iz Kranja, je ful dober podcast, k njej domov sem šel, ali pa Nuša iz Kočevja, sva tudi virtualno naredila ful dobre stvari, koristne. Jaz bi rad ljudem dal znanje, zato ker ne smem na nacionalno televizijo ali pa teh na Pop TV. So pa tile podcasti idealni. Jaz se s tem nagovoriti, ne vem, Selakovič naredi tako reklamo, pa ko mi gledaš tist. David Snemalec, Milosavljevič tudi Gorec. Tako da, če bo še tale podcast pogledalo, ki je ful močen, dovolj veliko število ljudi, dobim neke sledilce, pa ne zato, ker se jih jaz želim, ampak zato, ker je dobro, da se moja znanje prime in filtrira med ljudi.
da bojo začeli trezno razmišljati, da ne bojo nasedli kot tanker v plitmini nekim ideologijam ali pa nekim verskim sektam. Ker tiste je tudi bolj navarno za človeštvo, kot pa to, da... Ma vse te blaznosti, to se norost se širi ko rak, mislim. Ker je bolj enostavno razumeti, ne? Bolj je prepričljivo. Pa manj boleče, ker določena znanja tako zelo bolijo. Vem, da recimo tale Hulk, smo rekel švedski, Potrč, ne, ko že, medijski, Švedska nima ukrepov. On si je tako zelo želel, da ne bi bilo ukrepov, ne, da je tam eno paradigmo Švedske, ki so že tako na distanci, jih je dajal za vzgled, hej, mi smo na Balkanu, mi se grlimo, mi imamo celo jugo še v ozadju, mi moramo imeti ukrepe, ker so ljudje blizu, oni so pa 5 metrov stran, se takole pozdravljajo. In pa imaš ti obrambne mehanizme in je neljubo sprejeti, da COVID obstaja. Neljubo. Čakaj malo, ko pa zdravniki pravijo, da je to nevarni virus. Ja, potem pa spoštuj, ne, zato ker je nekaj neljubo. Ne moreš vzpostaviti hotene nevednosti, kot se reče. Hotena nevednost. Jaz pa hočem vednost ustoličiti na prestolu, spoznanja kot vrednota, razumeti, da nimamo svobodne volje, da nas obvladuje nezavedno, da smo seksualni, da ima nezavedno simbolno logiko. To je vrlina. Jaz mogo nagrado dobiti, da to plemenitim to družbo z nekim dodatnim znanjem. Ne mene pa ne preganjajo s policijo. Mislim, pa sem kot ten jedrski odpadek, se sam sebi smilim. Ampak okej, močno osebnost bom že zdržal. Močni posamezniki tvorijo družbo, ne? Ja, plemenitim družbo. Ja. Zdaj pa, ne se vsak za sebe vzame, ne? Jaz pa pač tudi dam plac, pa malo me tudi psihologija zanima, no, ne samo psihoanaliza, vse na splošno, kar se tiče tega, tako da mi je zanimivo o tem debatirati. Ja, nič, rečeva konec, pa je to. Ja, če bi kdo hotel imeti z mano kak pogovor, jaz se pustim nagovoriti. Tehniko upam, tisti, ko to znate, jaz nisem glih vešč o tem, doma na telefon sem mnoga kupil, boljš ko Zoom, zdaj lahko snemam, včasih sam poznamem, tisti, ki vas kaj zanima, se lahko pri vas oglasim. Zdaj sem prišel semle v Domžale, čas virtualno, čas meni v Trbolah ali pa v Kranju ali pa kjerkoli, tako da sem na voljo. Ja, hvala, da ste se oglasili, ne? Pa... Hvala za povabilo. Upam, da bo gledalcem pa poslušalcem to všeč. Jaz tudi upam. Čau.